Torej, lep pozdrav. Sem dr. Mateja Černič in tema moje doktorske dizertacije, ki je kasneje šla tudi kot znanstvena monografija, so ideološki konstrukti o cepljenju. Zdaj, v njej sem se osredotočila na konstrukte, samo na konstrukte procepilne strani. Torej, na konstrukte o tem, da so cepiva varna, učinkovita, da stranski učinki niso omembe vredni, da so strogo regulirana, da dobijo dovoljenja na podlagi rigoroznih znanstvenih študij, da pasivni sistemi beleženja stranskih učinkov dobro delujejo in tako naprej. Zdaj, ker imamo zelo malo časa, se bom v bistvu dotaknila samo enega od teh vidikov. In sicer konstrukt o tem, da cepiva dobijo dovoljenje za promet na podlagi študij, ki so pač varnosti in učinkovitosti, ki so metodološko ustrezne. Pogledali si bomo samo varnostni vidik teh študij, pač zaradi pomanjkanja časa, če bo še kaj ostalo, bomo šli še naprej. Rada bi poudarila, da ne, študije, na podlagi katerih cepiva pri nas in tudi v Evropi in ZDA dobijo dovoljenje za promet, niti slučajno niso metodološko ustrezne. Zasnovane so tako, da ne omogočajo realne ocene niti kratkoročnih, kaj šele srednje ali dolgoročnih učinkov. Večina študij je zasnovana precej podobno, zato si bomo pač par teh ključnih točk, ki so skupne večini pogledali. Rada bi poudarila, da so vsi primeri, ki so tukaj zbrani, cepiva, ki se uporabljajo v programu ali so se v programu obveznega cepljenja otrok v Sloveniji in da so vse to študije, na podlagi katerih so ta cepiva dobila dovoljenje za promet. Torej, ne neke obskurne študije, objavljene v nekih obskurnih publikacijah, ampak študije, na podlagi katerih cepiva dobijo dovoljenje za promet za množično uporabo. Prva taka zadeva je, da predklinične študije o varnosti pogosto niso izvedene. Glede na to, da ste naravoslovci, mi ni treba poudarjati, kako zelo so predklinične, dobro izvedene predklinične študije pomembne, če želite pač dejansko dobiti neko realno, celovito sliko o delovanju določene snovi, določenega pripravka v telesu. Predklinične študije vam pač omogočajo mnogo stvari, ki jih v kliničnih dejansko ne morete izvajati ali pa zelo težko. En tak vidik je seveda, da so možne longitudinalne študije, da se delovanje nekega preparata spremlja 3 generacije ali več in šele potem dejansko dobimo zares neko celovito sliko. Možne so intenzivne preiskave, invazivne preiskave, pač številna množica preiskav, ki jih ponovno ne morete pač izvajati na otrocih. Možno je aktivno iskanje poškodb, ki bi jih nek pripravek lahko povzročil v telesu. In pa seveda možna je obdukcija, kar je tudi zelo pomemben način, kako pridete do dejanske slike tega, kaj neka zadeva, neko zdravilo v telesu počne. Kot lahko vidite na tehle primerih, to so se pravi vse cepiva za cepljenje otrok, predklinične študije pač zelo pogosto niso izvedene in to je nedopustno. Naslednja taka zadeva, ki je skupna večini cepiv oziroma večini študij, je to, da farmakokinetične študije za cepiva niso obvezne in posledično se ne izvajajo. Ponovno imate tukaj pač primer nekaj cepiv, ki se pri nas rutinsko uporablja, za katere farmakokinetične študije niso bile izvedene. Zdaj, tako kot pri predkliničnih farmakokinetične študije, torej kako se neka snov obnaša v telesu, kako se absorbira, kam se nalaga, kaj tam počne, kako se izloča, so bistven podatek, da vi lahko date neko realno oceno varnosti ali nevarnosti tega pripravka. Zdaj, izpostavila bom samo eno izmed snovi, ki so v cepivih in za katere že samo zaradi aluminija, aluminijevih adjuvansov, bi farmakokinetične študije mogle biti zakonsko obvezno, ne pa da se to pušča, da se tega ne dela, in to je aluminij. Aluminij je pač nevrotoksin, ki povzroča kar precej škode v telesu, se nalaga, prehaja krvno-možgansko pregrado, nalaga se v organih, nalaga se v možganih, poškoduje živčevje, vpliva na prenos živčnih signalov. Zdaj, kakšen bo učinek aluminija na organizem, je v precejšnji meri odvisno od tega, za katero obliko aluminija gre, kako stopa v telo, ali je zaužit, ali gre preko kože, ali je injiciran, koliko časa, kakšnim dozam je oseba izpostavljena in pa seveda tudi v katerem razvojnem stadiju. Drugače je, ali vi aluminiju izpostavite odraslega človeka, ki ima živčevje in možgane že dokončno razvito, ali to izpostavite dojenčka nekaj tednov, nekaj mesecev starega, pri katerem ves ta razvoj še poteka in pri katerem je tudi krvno-možganska pregrada še toliko bolj prepustna.
Zdaj tukaj imate navedenih še pač par učinkov aluminija. Kot rečeno, predvsem vpliva negativno na oživčanje, vpliva v bistvu negativno na vse organe, s katerimi pride v stik, ampak njegov vpliv na živčevje je tisti, ki je pravzaprav najbolj problematičen, najbolj zaskrbljujoč. Med posledicami iniciranja aluminijevih adiovansov so tudi avtoimune bolezni. V zadnjih letih se skupina znanstvenikov, predvsem iz Izraela in Kanade, precej aktivno ukvarja s tem, torej na kakšen način, preko katerega mehanizma aluminijevi adiovansi v cepivih povzroča avtoimuna obolenja. In to so pač poimenovali kot sindrom Azija, avtoimunski vnetni sindrom povzročen z adiovansi. Če gremo potem na samo farmakokinetiko, v medijih in celo v znanstvenih člankih se pogosto slišijo trditve, da tisto malo aluminija, ki ga prejmemo preko cepiv, pa res ni problem, ker ga iz okolja, torej s hrano in vodo, dobimo veliko več. To ni res. Oziroma te trditve ne upoštevajo, da se farmakokinetika oralno zaužitega aluminija bistveno razlikuje od farmakokinetike iniciranega adiovansa. Pri oralno zaužitem aluminiju zdrava odrasla oseba z dobro delujočimi ledvicami dejansko večino aluminija po zaužitju izloči iz telesa, če ga zaužije oralno. Pri iniciranem aluminiju, torej pri recimo iniciranem aluminijevem hidroksidu, temu ni tako. Večina aluminija ostane v telesu, se nalaga v organih, potuje naprej, prehaja krvno-možgansko pregrado. In razlika med tem, koliko aluminija se dejansko absorbira v organizem pri oralnem zaužitju in koliko pri iniciranju, je gromozanska. Pri oralnem je tam nekje 0,25%, pri iniciranjem je skoraj 100%. Študije o tem imate med drugim tudi v tej knjigi, relativno nova izdaja, kjer eden izmed člankov se ukvarja ravno s to problematiko, z poskusi negacije, z poskusi nevtralizacije problematičnosti aluminija v cepivih. Pač za tiste, ki jih to bolj zanima. Z tega vidika ima seveda aluminij, ki ga vi inicirate, veliko večji potencial, da povzroči poškodbe, tudi hude poškodbe živčevja, kot aluminij, ki ga zaužijete s hrano in vodo. Seveda tudi oralno zaužit ni nekaj zdravilnega. Aluminij v vseh oblikah je skrajno problematičen, ampak v cepivih je pa pač najbolj problematičen. Zdaj, meja, ki nekako velja za varno, je po navedbah Ameriške agencije za toksične substance 1 mg na kilogram telesne teže na dan oralno zaužitega aluminija. In tukaj zaradi različne farmakokinetike oralno zaužit in cepivi vnešen ni 1:1, ampak je cepivi vnešen dejansko nekaj mikrogramov. Če to upoštevamo in pač preračunamo, koliko dobi 3-mesečni otrok, ki je cepljen z Infanrix IPV plus HIP cepivom, ki vsebuje 500 mikrogramov aluminija na dozo, je ta, recimo, da še varna meja presežena za več kot 30-krat. Tukaj imate še majčkeno bolj podrobne tabelce, pač različno težki otroci, to so povprečne teže 3-mesečnih otrok. Tukaj je, koliko je varna meja vnosa presežena, tam nekje od 12 do 21-krat. Tukaj je primerjava, koliko aluminija, torej z vidika te varne meje, bi prejel odrasel človek. Pri odraslem človeku zaradi večje teže je seveda to majčkeno boljše, če bi ga cepili z istim cepivom, torej z Infanrix IPV plus HIP-om. In tukaj je, kolikokrat dojenček v primerjavi z odraslim človekom dobi več aluminija kot človek, ki je cepljen z cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu. Zdaj, se pravi, aluminij je samo ena od snovi v cepivih. Upam, da je bilo že v tem primeru dokaj jasno pokazano, da so farmakokinetične študije absolutno nujne, da bi mogle biti zakonsko predpisane, da je to, da se jih ne izvaja, neznanstveno, neetično in totalno šalbajzerstvo. S tem se zadeve ne končajo. V študijah se zelo pogosto ne uporablja dejanski placebo, ne uporablja se fiziološka raztopina. Študij, kjer se to uporablja, je res malo. Kar se uporablja kot placebo in kar dobi skupina, ki velja za kontrolno, je ali stara verzija cepiva,
ali cepivo drugega proizvajalca, ali to isto testirano cepivo, ki pa so mu odvzeti antigeni. Ima seveda vse ostalo, kar sicer ima cepivo, vključno z aluminijevimi adjuvansi in ostalimi snovmi, razen pač bakterij, virusov in tega. In to potem velja, v študiji zavzame mesto placeba in skupina, ki s tem cepljenja velja za kontrolno skupino. In to seveda omogoča trditve tipa, da je novo cepivo enako varno kot placebo. Kar pravno formalno drži. Dejansko samo ob tem se ne poudari, da dejanski placebo ni bil uporabljen. Če se ponovno vrnem na aluminij, zelo velik delež reakcij poškodb po cepljenju je ravno zaradi aluminijevih adjuvansov. Ni to edina sporna snov, je pa pač snov, ki je precej odgovorna tudi za težke nevrološke in imunološke poškodbe. Skratka, kot placebo uporabiti nekaj, kar v bistvu vsebuje vse tisto, kar vsebuje testirano cepivo, je ponovno neetično, neznanstveno, skrajno malomarno, in če bi to delali kje drugje, bi verjetno bilo majčkeno več nasprotovanja, kot ko se to dogaja v študijah o cepljenju, ponovno v študijah, na podlagi katerih cepiva dobijo dovoljenje za promet. Zdaj, tukaj imate ponovno primere, vse to so spet pač otroška cepiva. Zdaj, zasnova študije varnosti, potem si bomo pogledali majčkeno bolj podrobno za hepatitis B. Mislim, da so povsod v teh so testirano cepivo, torej novo cepivo, ki je pridobivalo dovoljenje za promet, primerjali z že licenciranimi cepivi drugih proizvajalcev. To ni prava kontrolna skupina, to ni pravi placebo. Tega mi mislim, da celi predavalnici naravoslovcev niti ni treba ne vem kolikokrat poudarjati. Zdaj, ne samo, da se ta lažni placebo uporablja v kliničnih študijah o varnosti, zgodi se celo, da se uporablja v študijah o toksičnosti. En tak primer je bilo cepivo Recumbivax HB, ponovno to je spet študija z dovoljenja za promet. Namesto pravega placeba so uporabljali aluminijevo raztopino in zapisali, da se odzivi niso bistveno razlikovali od placeba. Drži. Pač preizkušano cepivo je bilo v bistvu enako škodljivo, kot, oziroma bolj ali manj, kot ta lažni placebo. Če gremo še naprej, stranske učinke se praviloma zgolj opazuje. Meri se telesno temperaturo, potem se zadeve tukaj načeloma končajo. Torej ni nikakršnega aktivnega iskanja poškodb, ni krvnih preiskav, nevroloških preiskav, preiskav z magnetno resonanco, ki bi recimo pokazale poškodbe na možganih, ničesar. Stranske učinke se opazuje in to je to. O njih poročajo medicinske sestre, poročajo starši na standardiziranih obrazcih za poročanje in tukaj se zadeva zaključi. Kar ponovno, če vi imate dejansko željo dobiti neko realno sliko neke snovi, aktivno iščete, kaj ta snov dela v telesu. Ne obnašate se tako, da v bistvu čim več zadev spregledate, temveč greste aktivno iskati, na katere organe, kako se nalaga, kaj tam povzroča, kakšni so kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni učinki in tako naprej. Veliko tega lahko naredite v kliničnih študijah, še več seveda v predkliničnih. Tudi pač otrok ne morete zdaj neštetim raziskavam z magnetno resonanco izpostaviti, lahko pa to naredite v predklinični študiji, tega se ne dela. Se zadeve zgolj opazuje, pač dobro, meri se telesno temperaturo, meri se recimo oteklino in to je to. In še naprej, še ena zadeva je, te stranske učinke se opazuje izjemno kratek čas. Nekaj dni do maksimalno nekaj tednov po vsaki prejeti dozi. In to je to. Konc. Na ta način seveda lahko dobite neko zelo omejeno sliko samo o tistih najbolj kratkoročnih učinkih, nikakor pa ne morete ničesar sklepati o dolgoročnih in srednjeročnih učinkih. Zdaj, včasih v študijah piše, študija je trajala, ne vem, od aprila 1994 do marca 1998. To ne pomeni, da so skupino cepljenih, pač preiskovanih ljudi dejansko opazovali 4 leta. To je čas trajanja celotne študije, ki poteka v fazah, ki poteka po različnih centrih, običajno na različnih skupinah otrok in to je ta 4-letni interval. Kar se pa tiče opazovanja, spet ponovno poudarjam opazovanja, ne aktivnega iskanja stranskih učinkov, pa je po vsaki prejeti dozi od nekaj dni do nekaj tednov. Študije, kjer se opazuje mesec dni, so pravzaprav že nadstandardne.
Tukaj imate spet nekaj primerov. Infanrix, po vsaki prejeti dozi so opazovali in beležili reakcije, v katerih je prišlo v 8 dneh po vsakem cepljenju, pač bazično cepljenje z 3 dozami. Potem v registracijski dokumentaciji, torej v povzetku glavnih značilnosti zdravila, so navedene samo tiste reakcije, do katerih je prišlo v 3 dneh po vsaki prejeti dozi. In kar se tiče celotne študije, beležili so učinke, do katerih je prišlo v 30 dneh po zadnji prejeti dozi, torej po 3. dozi. Navedeni itak niso. Tabele, ki jih vidimo potem v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ki je mimogrede edina dokumentacija, ki je zakonsko dostopna v Sloveniji, tako za laike kot zdravnike, pa se temu nihče ne opira, so pač te povzetki glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo, pa podatke za ovojnine. Dejanske študije, na podlagi katerih neko cepivo dobi dovoljenje za promet, so ščitene kot poslovna skrivnost. Vi jih od JAZMP-ja ne morete dobiti, tudi če jih zahtevate. Jaz sem to zahtevo podala leta 2013. Zdajle je približno 3 leta, kar se tožimo z pač JAZMP-jem, glih kar bomo šli verjetno v novo rundo. V glavnem, poanta tega je, da študij, na podlagi katerih cepivo, ki ga zdravniki vsakodnevno uporabljajo v ordinacijah, se ne da dobiti. Zaščitene so kot poslovna skrivnost in noben zdravnik, jaz sem bila prva, ki je dejansko podala zahtevo za te študije. Do zdaj ni tega nihče problematiziral. Noben zdravnik ni zahteval, da se dokumentacija naredi transparentna, da so študije dostopne, da si pač lahko vsak sam pogleda, na kakšni osnovi so spisani povzetki glavnih značilnosti zdravila. To nikogar ne zanima, to nihče ne problematizira. Moja pediatrinja, ko sem od nje študije zahtevala, vedela sem sicer, da jih nima, je zelo zgroženo rekla, pa jaz nisem brala nobenih študij, jaz to nimam časa. Jaz verjamem JAZMP-ju, verjamem NIJZ-ju. To je ponovno, je nestrokovno, je neetično. Pediater je nekdo, od katerega pričakuješ, da obvlada svoje področje, da je o cepivih zelo, zelo dobro poučen, da ni pač prebral samo pilskov NIJZ-ja, ampak da si je vzel toliko časa, da je pregledal dejanske študije o varnosti in učinkovitosti, preden je začel cepivo uporabljati v praksi. Tega ni, tega tudi očitno ni nobene tendence, ker pač nihče, ne zdravniki kot posamezniki, ne zdravniške organizacije, ne problematizirajo tega, da so študije nedostopne in zavarovane kot poslovna skrivnost. Do njih se sicer da priti po ovinkih. Mnogo teh študij, ki so uporabljene v registracijskih dokumentacijah, je kasneje objavljenih kot znanstveni članki v SCI publikacijah, ampak problem je v tem, da je zamik kar precejšen, lahko tudi nekaj let, ni jih možno vedno identificirati, torej katera študija je bila dejansko uporabljena, in konec koncev dostop do njih je odvisno od tega, kakšen dostop ima univerza, kakšen dostop ima NUK. Ni rečeno, da pač nek slovenski pediater ali pa nemški ali pa katerikoli do teh študij lahko dejansko dostopa. Zdaj, kar se tiče cepiv, ki dobijo dovoljenje za promet po centraliziranem postopku, torej ki ga izda EMA, je situacija malenkost boljša, ker EMA majčkeno bolj podrobno opiše, na kateri podlagi, kako so se te študije izvajale. Medtem ko slovenski povzetki so tam nekje na ravni recimo reklamnih letakov in tega ponovno nihče ne problematizira. Tukaj imamo še nekaj primerov, pač Hiberix 4 dni po vsaki prejeti dozi, cepivo Habivax2 5 dni po vsaki prejeti dozi, Engerix 4 dni in potem pač še 30 dni po zadnji prejeti dozi. To je mnogo premalo, da bi vi lahko dobili kakršnokoli realno oceno, kakšni so srednji in dolgoročni učinki. V bistvu niti tega, kakšni so kratkoročni, ne. Naslednji vidik, ki je tudi problematičen, je to, da so v študije vključeni zgolj zdravi otroci. To je po eni strani sicer smiselno. Problem nastane v praksi, ko so dejansko cepljeni vsi otroci, tudi tisti, ki že imajo nevrološke poškodbe, ki že imajo poškodbe imunskega sistema. V celotnem obdobju Slovenije je ministrstvo izdalo vsega skupaj 27 odločb o tem, da se cepljenje opusti. Torej 27 posameznikom je uradno dovoljeno, da se ne cepijo zaradi zdravstvenih razlogov, vsi ostali bi, kar se tiče sistema in zakona, morali biti cepljeni. Torej tudi ponovno tisti z hudimi nevrološkimi poškodbami, ki jim iniciranje recimo aluminijevih adiovansov pač ne pomaga k njihovemu stanju.
Tukaj bomo zdaj pogledali še en konkreten primer, cepivo s hepatitisom B. Tole so 3 cepiva, ki so se, ta se ni uporabljal, ker je v bistvu kombinacija z hibom. Tole je bilo prvo cepivo za hepatitisom B, pridobljeno za gensko tehnologijo. Uporablja se v Sloveniji od leta 1996 do 2004 za cepljenje otrok. Pri nas se cepijo predšolski otroci, in sicer 3 doze, 2 pred vstopom v šolo, 3 nekje v 1. razredu. Ta ista komponenta, ki je bila uporabljena v HB-Vaxu, v različnih državah so pač cepiva registrirana z različnimi imeni, je bila potem tudi uporabljena v Proconvaxu in pa v tem cepivu, ki se trenutno, torej danes, uporablja za cepljenje otrok, to je HB-Vax Pro. Si bomo pogledali študije, na podlagi katerih so ta cepiva dobila dovoljenje za promet v obratni vrstni smeri. Torej HB-Vax Pro, to je cepivo, ki se trenutno uporablja. Na večini ciljne populacije, vključno z otroci, niso bile opravljene nikakršne formalne klinične študije z cepivom HB-Vax Pro. Torej, to cepivo je dobilo dovoljenje za promet, ne da bi bile opravljene kakršnekoli študije. V registraciji so namesto tega uporabili ekstrapolacijo o varnosti 2 drugih cepiv, in sicer so bili uporabljeni proizvajalčevi postmarketinški podatki o cepivu Recombivax, to je ta stara različica cepiva s hepatitisom B, ki pa je v bistvu enaka novi različici, samo da ta nova nima več tiomersala. In pa uporabljena je bila postmarketinška varnostna študija cepiva Proconvax. In na tej podlagi, torej na proizvajalčevih lastnih podatkih in na postmarketinški študiji drugega cepiva, sicer z isto komponento, ampak kljub vsemu, je EMA ugotovila, da je pač razmerje med tveganji in koristmi v prid cepiva HB-Vax Pro in izdala dovoljenje za promet. Zdaj, kar se tiče teh postmarketinških podatkov, da se to sploh uporablja v registracijski dokumentaciji, je sporno že samo po sebi. Koliko nezanesljivo je, pove podatek, da so te podatki, ki so jih uporabili, šlo je približno za 1,5–2 letno obdobje, nekaj takega, v tistem obdobju je bilo razdeljenih 13 milijonov doz cepiva, proizvajalec je dobil 42 poročil o stranskih učinkih. Že samo ta podatek pokaže, da je pač zadeva popolnoma nerealna, da je slika, ki jo z tega dobimo, popolnoma nerealna. Kako? Se hitim se sem proti koncu. V glavnem, tole je študija, na podlagi katere je dobilo cepivo HB-Vax Pro dovoljenje za promet, študija drugega cepiva. Že celo sami avtorji so zapisali, da je namen študije ocena kratkoročne varnosti cepiva, drugače niti ni možno. Naredili so pravzaprav, ni bilo ne placeba, ni bilo ne kontrolne skupine, temveč je tista skupina, ki je bila cepljena, sama sebi služila za kontrolno skupino. In sicer so obdobje od 1 do 30 dni po vsaki prejeti dozi označili kot obdobje tveganja, torej obdobje, v katerem naj bi se stranski učinki pojavili. Obdobje od 31 dni do 60 dni po vsaki prejeti dozi pa kot primerjalno obdobje, v katerem ni več učinkov cepiva. In potem so to dvoje primerjali med sabo. Skratka, sami sebi so služili kot kontrolna skupina. Ponovno, kot naravoslovcem, mi ni treba razlagati, kako grozno je to. Potem pridemo naprej na Proconvax, ki je v bistvu služil kot podlaga, kot opravičilo za izdajo dovoljenja za cepivo HB-Vax Pro. V tem postopku registracije je sicer bilo uporabljenih kar nekaj študij, ampak vse so imele isto zasnovo. Stranske učinke so spremljale 14 dni po vsaki prejeti dozi in ni bil uporabljen placebo. Protokol 2 je bila osrednja študija, uporabljena za pridobitev dovoljenja za Proconvax. Ni bil uporabljen placebo, ampak so bili otroci cepljeni bodisi s Proconvaxom, bodisi z obema monovalentnima cepivoma, ki sta dejansko sestavina Proconvaxa. Hkrati so bili cepljeni tudi z drugimi cepivi in pa seveda starši so poročali o reakcijah na obrazcih 6 dni po vsaki prejeti dozi in raziskovalci so beležali stranske učinke še 14 dni po vsaki prejeti dozi. Na osnovi tega je cepivo dobilo dovoljenje za promet.
FDA je pravzaprav tudi to preskočila. Njim se je zdelo, da ker sta osnovni komponenti, torej Pedvax-Hib in Recombivax-HB, ki sestavljata Proconvax, že licencirani, gre pa za monovalentni cepivi, da v bistvu novega cepiva, ki je kombinacija teh dveh, niti ni treba predlagati svetovalnemu odboru za cepiva, ampak da zadostujejo že kar podatki za ta dva cepiva. In pridemo do zadnjega v tej zgodbi, v to originalno cepivo, v originalno komponento HBVAX2 Recombivax. Dokumentacija o njem je precej skopa in se v bistvu da zelo malo iz nje razbrati, ampak kar je, da je bilo pač cepljeni so bili, spremljani nekje 5 dni po vsaki prejeti dozi in to je to. Ko potegnemo črto, v bistvu so vsa ta cepiva dobila dovoljenje za promet na podlagi študij, kjer se je stranske učinke spremljalo nekaj dni. Na osnovi tega so bila razglašena za varno za množično uporabo, tudi za množično cepljenje otrok, tudi za množično uporabo zakonsko obveznega cepljenja otrok. Kar me že preganjajo, se mi zdi z mesta. Samo na hitro nekaj o tem, da se reakcije po cepljenju pojavijo pač v nekaj urah. To ni res, lahko se pojavijo v nekaj urah, nekaj dneh, nekaj tednih, lahko tudi nekaj mesecih. Zlasti hude poškodbe živčevja se pojavijo recimo en mesec po infekciji ali cepljenju, propadanje mielinskih ovojnic v 3 tednih po infekciji ali cepljenju, kadar se dela kakšna analiza, obdukcija in se smrt od cepiva dejansko potrdi. To je bil recimo primer 2 deklic cepljenih z HPV. Pri eni je smrt nastopila 6 mesecev po 3. dozi. Že predtem je imela številne reakcije, ki so se pač stopnjevale, ampak do dejanske smrti je prišlo 6 mesecev, ne 24 ur ali kaj takega. Pri drugi je prišlo recimo v 15 dneh po prejemu doze. Pri nekem 21-mesečnem fantku je 8 mesecev pa pol po cepljenju prišlo do cepivom UMR, prišlo do ošpičnega encefalitisa, torej do okužbe s cepljenjem. Bilo je dokazano, da je bil pač kriv s cepivom, med drugim so v možganskem tkivu našli cepilni virus. In tako naprej in tako naprej. Skratka, na podlagi nekajdnevnega opazovanja stranskih učinkov vi nikakor ne morete zaključiti, da so zadeva varna za množično in dolgotrajno uporabo. Oziroma, če lahko, naj mi kdo razloži, kako je možno, da institucije, ki naj bi skrbele za javno zdravje, institucije, ki se jih predstavlja kot ideal znanstvenosti, rigoroznosti, regulacije in tako naprej, spuščajo skozi taka cepiva, spuščajo skozi take študije. Zdaj pa mislim, da me hočejo vreči dol. Tako da, ja.